Ena je ta, da ko damo neki izdelek v košarico in nakupa ne opravimo tisti dan oziroma tisti recimo uro in tako naprej, nas ponavadi čaka v poštnem nabiralniku oziroma v e-pošti neka posebna ugodnost. Kaj to pomeni? Trgovec je ugotovil, da nakup ni bil do konca izpeljan in nam ponudi nek dodaten popust. Torej, morda na svet vsem malce preverite, ali ta trgovec upravlja ta kredit in dajte izdelek odložiti v košarico in malce počakajte. S tem boste nenazadnje tudi videli, ali si ta izdelek resnično na koncu želite ali ne. Se pravi, gre za dvojno preverbo. Eno je, da dobimo popust, eno pa to, ali bi šlo samo za impulzivni nakup, ali pa je to res tisto, kar želimo. Potem sem sama opazila, recimo, da zaračunajo dodatne storitve. Pozor, če prevzameš, če imaš osebni prevzem, imaš dodatno plačilo. Nekateri imajo, če plačaš s kartico, so dodatno plačilo. Nekateri imajo, da zavaruješ paket, da bo prišel res nepoškodovan. Potem, recimo, zelo pomembno, sama sem opazila, da so tudi neki posebni pritiski. Konkretno imamo neki izdelek, si ogledujemo in kar naenkrat imamo opozorilo, samo še 2 uri je na voljo za nakup po tej ceni. Ali pa ogleduje si jo že, 56 posameznikov, ti pa vidiš, da imajo samo še 8 teh kosov. Skratka, bodite pozorni, ker je to nevarna igra, če tako rečemo, in imamo čas, vzamimo si ga za razmislek, pa ne samo to, imamo možnost tudi preverjanja cene. Ponavadi ni en trgovec tisti, ki prodaja ta izdelek. Dajmo preveriti, kakšna je v bistvu tista najbolj ugodna cena, ki jo lahko privoščimo.